Sem prišla glih na eno kavico s kolegico, pa bom naredila pa še en sprehod. Hvala. Kam mi je dala? Dobro. Zdaj sem prišla že na drugo stran mostu in počasi se bom priklopila kolesarski stezi. Tukaj je glih en del malo neprijetne poti, ker je kar nekaj prometa, ampak je res tak en kratek pas. Zdaj sem se prebila na kolesarsko stezo, tako da zdaj sem rešena v avtomobilu, ampak popazim pa tle sem kakšne kolesarje, to je pa tudi vse. Ni dosti kolesarjev zdaj tukaj, ker je pot precej od listja, pa je pol zna biti tudi spodaj tudi kaj spolzko, ker je 2 dni nazaj kar fajn deževalo. Jaz si tle še peško mi upam iti, kaj šele s kolesom. Zdaj pa tle zavijem. Tukaj sem zavila desno in nadaljujem pot po kolesarski stezi naprej. Prišla bom pa do Solkanske brvi in potem bom nadaljevala pot proti domu. Vmes se bom ustavila pa še po kruhu trgovino, ker to je edino, kar mi zdaj na hitro manjka. Super, to so pa popravili. Zadnjič, ko sem šla s kolesom, je bil še makadam. In pa sem mogla gor, tam, kjer je prometni znak, sem prav stopila s kolesa dol. Kaki. Pridem, hvala. Evo, pa sem si zaslužila kaki. A vidite, tako, ko gre človek na sprehod, te pol povabijo na kaki. V glavnem vsako leto pri njemu naberemo malo kakija, toliko, kakor ga pač pojemo. Nekaj malega, no. Super, da sva se srečala. Ja, bom kar izkoristila povabilo. Ja, kar precej takačev je, sam jaz se nekaj sprehajam. Ko hodiš čez Brv, se kar malo maje in je tak malček neprijeten občutek, vsaj meni, no. Tako da bom kar čim prej popihala na drugo stran. Glejte, kaj sem dobila. Ja, jaz res ne smem nobenega srečati. Ko grem po Solkanu na sprehod, vedno srečam koga od poznanih. In me tako pol ustavijo, pa malo poklepetamo. Zdaj sem pa dobila še dobrote. Jaz sem rekla, kaj naj s tem počnem, jaz niti ne vem, kaj je točno to, ne. Tako da, ko bom kaj delala z tega, zdaj čakam recept, vam bom pokazala. 2-3 kile so po mojem, je kar težko. Ja, super. Pa bom šla pa en dan še po kaki. Ja, zdaj sem se pa odpravila po kaki, ampak ta ni bil moj.
Vam moram prav pokazati, kaj sem dobila na kavi. Kolegica mi je z dopusta z Grčije, z Krfa, prinesla tako luštno ogledalce. Da vidim, če sem ok. Ja, sem kar ok. V glavnem sem bila tako vesela, sem rekla, ma saj to so prav moje barve. Glejte, ko je lušten. Vidite, pa imam spomin, da vem, kje je bila na dopustu. In take malenkosti oziroma pozornosti so zelo dragocene in veliko vredne. Sem šla en krog s kolesom. Do zdaj sem naredila 15 kilometrov, trenutno je pa 18 stopinj Celzija. Dobrih 10 kilometrov imam pa še do doma, ampak bom gledala, da jih bom vse skupaj naredila vse enih 30. Me ne zebe, tako da je super, ampak piha. Tisto je malo bolj zoprno. Tako ste pa zdaj videli, kako mi radar lučka dela, kadar pride za mano avto. Tako da sem prav na tekočem, ali gre hitro ali počasi. Čin. Dobrih 30 km sem naredila, temperatura je zdaj malo padla, ampak še vedno ok. Tako da počutje pa super in sem prav zadovoljna, da sem šla. In glede na to, da je 8. november, smo lahko prav zadovoljni, da je še tako vreme. Jaz sem zdaj to malo preverila po internetu, kaj to sploh je. Temu se reče čajotka. To je v bistvu neke vrste bodičasta bučka, tako malo hruškaste oblike, ima tako tanko lupino in pa na sredini koščico. Rečejo ji tudi buča ježevka, mehiška kumara ali pa bučka z bodicami. Sama tekstura je pa nekje med krompirjem, jabolkom in pa kumaro. Gospa mi je potem poslala tudi recept, ki sem si ga tudi prepisala. In bom delala rahle omletke s čajotko. To se mi je nekako zdel tak zanimiv. Pa nekako imam vse sestavine doma, da ne rabim nekaj kupovati. In nič, grem delat, da vidimo, kaj bo ratalo. V bistvu ne rabi prav kaj dosti, vse na kus smiče, jajca, vaniljev sladkor, rjavi sladkor, cimet, moko in pa eno čajoto za dekoracijo. Dobro, to niti nujno. Najprej moram pripraviti vse na kosmiče, jih bom poparila z vodo in pustila namakati. Zdaj sem vse kosmiče poparila z vrelo vodo in jih bom pustila namakati. Se pa pri lupljenju izloča neka taka lepljiva snov, zato se priporoča, da se uporabljajo rokavice. Tako da grem najprej po rokavice, potem se bom pa lotila lupljenja. Ma pa res tako tanko plast. Okay, zdaj bom pa šla naribati.
Zdaj moram pa vmešati, kaj piše, penasto stepemo jajca skupaj s sladkorjem. Dobro. Se pravi sladkor, vanilin sladkor, jajca. In še moko bom rabila. Tako. In to zdaj zmešam. In potem bom vse skupaj zmešala skupaj s čajoto. Saj ne vem, zakaj nisem kar mikser vzela. Dobro. Pa drugič. Se bo hitro. Ok, super, lejte, se bo. To fajn. Se že lepo peni. V glavnem zdaj moram dati še vaniljo pa cimet. Ok, rečemo, da ne bo preveč. Zdaj dodamo nabrekle kosmiče. Zdaj pa zgostim še z moko. 3 žlice. Je pa kar taka gosta masa zdaj ratala. Zdaj pa vse skupaj zmešam še z naribano čajoto. Zdaj pojmo pa peči. Se ne vem, koliko olja moram dati. Jaz sem ga dala toliko. Upam, da bo v redu, da glihem prav. V receptu piše, da ne mažemo. Mogoče sem ga dala celo malo preveč. Ok, ampak mislim, da bo prav super. Da vidimo, kaj bo ratalo. In zdaj, da žlico damo notri. Ja, zna biti, da bo super. Zaenkrat mi kaže lepo. So ko ene take majhne palačinke. Zelo, zelo dobro izgleda. Zelo lepo diši.
Ja, moram reči, da to bo pa prav super. Tudi zelo lepo diši že. Glejte ga. Ta bo moj ta prvi in tudi tega bom poskusila, sam ne se malo ohladi. Te pa še malo popečem. Se v bistvu ne more biti slabo, če gledamo sestavine, kakšne so. Tako da zdaj bo to za poslastico, da vidim, kakšno je. Še je vroče. Da dam to ven. Zdaj mi pa že kar laufa. Tako je na take vrste šmaran. Zelo okusno. Pa je že druga runda pečena. Zdaj mi pa že prav laufa. Vse skupaj je ratalo tolikle, kar precej, no. Tako šmaran. Še najbolj našmaran mi to deluje. Moji bojo zadovoljni. Zdaj sem dala še sosedje na 2 koščka za sprobat in je rekla, to bom tudi jaz delala. To bomo drug let usadile. Ja, tako je bilo dobro. Jaz prej nisem poznala tega, tako da prvič sem videla, prvič imela v roki to reč. Čajota. Na internetu so pol še drugi recepti, tudi za kakšne juhe. V glavnem se da marsikaj iz tega kaj narediti. V receptu je napisano tudi, kako vse skupaj lahko dekoriraš, kako lepše izgleda na krožniku. Lahko dodaš brusnično marmelado, kislo smetano ali pa mogoče limono, pa malo sladkorja zraven pomešaš.